potence s celim. Pozdravljeni. Danes bomo nadaljevali s potencami, in sicer nekaj že veste o njih, ne. Vse potence z naravnim eksponentom smo že vzeli. Zdaj pa poglejmo še potence s celim eksponentom. Cela števila so razdeljena nekako na naravna števila, na nič, pa na negativna cela števila. In to bomo zdaj dodali, ne. Nič smo si še pogledali, ker smo malo že potrebovali, ne. Naravna števila že znamo in dodali bomo pa še zdaj samo negativna števila. Pa si poglejmo, kako zdaj vse to izgleda. Se pravi, potence s celim eksponenti. Najprej, če se spomnimo, kaj to potenca sploh je. Potenca je krajši zapis množenja, in sicer recimo, če imamo 3 na 5, pomeni, da smo na krajše zapisali množenje 5 trojk. Tole, ne, tej mali številki rečemo eksponent, trojki rečemo osnova in petka pove, kolikokrat se osnova ponovi. Se pravi, eksponent to pove. Okej. Zdaj, kar se tiče potenc z naravnimi eksponenti, lahko kar na hitrico malo ponovimo. Tule imam nekaj tehleh primerov, a ne. Kako množimo potence z isto osnovo? Se pravi, če imamo prvo pravilo, recimo, če imamo 3 na 5 krat 3 na 2. Koliko dobimo, a ne? Ja, osnovo prepišemo, eksponente pa seštejemo. Se pravi, 5 plus 2 je to 3 na 7. Če imamo, se pravi, potence z isto osnovo, potem osnovo prepišemo, eksponente seštejemo. Potem naslednje pravilo, ki ga imamo, je, kako potenciramo potenco. Recimo, če imamo 2 na 3, pa še na 4. Ja, to pomeni, ne, da imamo 4 krat 2 po 3, to je recimo 2 na 3 krat 2 na 3 krat 2 na 3 krat 2 na 3, in ker so te 4 trojke, v bistvu naredimo 2 na 3 krat 4, kar je 2 na 12. Zdaj, kaj imamo, ne, je, da takole. Potem naslednja, druga, ki jo imamo, je pa ta, ne. Imamo pa potenciranje potence. To pomeni, damo zdaj 3 na 5, pa recimo še na 2. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da se ta 3 na 5 dvakrat pojavi. Se pravi, 3 na 5 krat 3 na 5, to je pa skupaj 3 na 2 krat 5. Kako zdaj potenciramo potence z isto osnovo? Oziroma, kako potenciramo potenco, ne? Ja, osnovo prepišemo, eksponente zmnožimo. Tako. No, potem je pa še eno, bi rekla, tako zelo pravilo, ki smo ga dosti uporabljali. In sicer, če imamo na primer takole, ne, 2 krat 3 na, pa dajmo na 3, potem lahko to rešimo na 2 načina. In sicer prva stvar je tako, da lahko potenciramo vsakega izmed faktorjev, pa potem to zmnožimo. Drugi način je pa, da najprej pomnožimo v oklepaju, ne, 6 na 3, pa dobimo rezultat. No, lahko zdaj pogledamo oziroma se prepričamo, če je to res. In sicer mi imamo zdaj tole, ne, 2 na 3 je 8, pa 3 na 3 je 27, se pravi, imamo zdaj 8 krat 27, pa hitro pogledamo, ne, 8 krat 27 je 216 in poglejmo še 6 na 3 je 216. Se pravi, da je res, vseeno, da najprej potenciramo ali pa najprej pomnožimo, pa potem damo na 3. Tako, no, to so zdaj bile potence z naravnimi eksponenti, to bi že dejansko vse mogli znati. Zdaj pa ste rekli, da vas zanimajo potence s celimi eksponenti. Ali pa če vas ne zanimajo, jih bomo si vseeno pogledali, ne. Tako. No, kaj je zdaj z negativnim eksponentom? Definicija gre takole. Imamo osnovo na neko negativno število.
a na minus n. Kaj mi naredimo je, to rešimo tako, da rečemo 1 ulomljeno z a na n. Sem že naprej na primerih, a ne. Se pravi, obratna vrednost je v bistvu obraten ulomek, a ne. In če se spomnite, če smo imeli a na minus 1, tako smo označili obratno vrednost in obratna vrednost od tega je 1 ulomljeno z a. Kadar pa gremo na splošno, a ne, pa to naredimo z n-jem, a ne. To pride iz tega, ker bi tole lahko zapisali kot minus 1 krat n in potem bi imeli a na minus 1 na n, a ne. Tako. In kaj pa je to, ne? To je pa 1 ulomljeno z a na n. To je bilo zdaj malo teorije zraven. Kaj si vi morate zapomniti je, da kadar potenciramo z negativno vrednostjo in hočemo rezultat, dobimo tole a na minus n je 1 ulomljeno z a na n. Okej. Se pravi, zdaj imamo pozitivna pokrita, negativna imamo pokrita. Kaj pa zdaj se zgodi s številom 0? Pravilo pravi, da katerokoli število damo na 0, dobimo 1. V zvezi s tem pravilom kroži veliko, kako bi rekla, mitov ali pa česarkoli. In obljubim, da vam bom pokazala enega izmed njih. Ampak zdajle najprej bomo mogli priti še pa do deljenja, zato da bomo lahko to pokazali, ne. Zaenkrat mi boste mogli verjeti, da karkoli daste na 0, je 1. Se pravi, če bi dali vi milijon na 0, je 1. Če daste minus 3 na 0, je 1. V bistvu je tudi, če daste ž na 0, enako 1. Se pravi, karkoli daste na 0, je vrednost 1. Takole, ne. Okej, poglejmo, kaj nas čaka naprej. Deljenje. Zdaj bom jaz tole imam malo švinglico, da vem, kaj vam bom povedala, ne. Pa bomo tule spravili skupaj. Zdaj, mi smo si pogledali prejle, ko smo ponavljali naravna števila, kar enih par pravil. Ampak vse to se je dogajalo v naravnih številih, a ne. Lahko smo potencirali, lahko smo množili med sabo potence. V racionalnih številih, ki smo jih pa že zdaj spoznali, oziroma v vseh ostalih številih, obstaja pa seveda še tudi deljenje. In kako med sabo delimo potence. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!